Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Spremljate tedensko izdajo na televiziji Celje. V tokratni oddaji smo znova za vas pripravili nekaj zanimivih tem, zato ostanite v naši družbi. V prvem delu naše oddaje se bomo pogovarjali o dogajanju v celjskem City centru, v našem največjem nakupovalnem središču v regiji. Zato v našem studiu že prav lepo pozdravljam tudi Neno Horvat, vodjo marketinga v City centru. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Kako preživljate te vroče dni? Delovno bi rekla, pa bom rekla tudi pozitivno, kajti čakali smo poletje, ne? In zdaj, ko so se ti ukrepi nekoliko sprostili, se lahko tudi dogajanje v City centru začne bolj aktivno, bolj pestro. Veliko aktivnosti, veliko dogodkov pravzaprav ste pripravili in jih še pripravljate v teh dneh. Tako je, smo bili kar pripravljeni. Nekaj tistih, ki smo jih lahko že izvajali po prejšnjih ukrepih, so že na osrednjem prostoru, to je naš minigolf. Sicer pa smo si hitro zamislili, kaj in kako, glede na to, da smo strategijo pripravili že v zimskih dnevih, glede na sproščanje ukrepov. Tako da se veselimo in pravzaprav smo čakali, da lahko tudi naš City center zaživi v polnem. Omenili ste minigolf, tokrat prvič v City centru in zelo zanimiva igra, ki ponavadi popestri te poletne dneve, ko smo nekje na morju, ob kakšni plaži, zdaj pa tudi v City centru. Tako je, ta ideja je že rasla par let, zdaj je tukaj pri nas na osrednjem prostoru in seveda nekaj tudi po našem City centru. 9 lukenj imamo. Družinska igra, posamična igra, kakorkoli se boste igrali, verjamem, da boste uživali. 9 lukenj vam pričara tudi nagrade. Nagrade so tiste, se pravi, vsak, ki bo pri nas igral minigolf, se bo lahko osvežil v eni izmed naših restavracij. Izbereš lahko samo kuponček in dobiš nagradico. In pa še na koncu izpolniš letak, s katerim pa nagradimo kar 200 tistih, ki boste srečneži z Bluetooth slušalkami, z desetaki, tako da pridite in se igrajte. No, ta minigolf privabi kar precej ljudi, ne? Tudi nekatere znane obraze. Res je, za vikend je bila pri nas mlada košarkarica, bili so tudi ostali, tako da verjamem, da boste tudi vi poskusili. Pa še en obisk se obeta, tudi rokometašice pridejo, ne? Tako je, naj napovem, to soboto ob 18. uri se bomo igrali tudi minigolf in sicer z rokometašicami, reprezentantkami Evropskega prvenstva U19, ki bo tudi v Celju in res vabljeni ob 18. uri, tudi tu bodo nagrade. Vse pripomočke za igranje minigolfa dobijo pri vas, ne rabijo nič prinesti s sabo, ne? Tako, vse je označeno, štart in cilj in tudi luknje so označene po vrstnem redu, seveda pa naše promotorke skrbijo za to, da so vse informacije na dlani. No, tudi minuli vikend je bilo v City centru precej pestro. Pripravili ste zaključek mini DJ akademije. Sixpack Čukur je bil tam, številni mladi DJ-ji, ki so pravzaprav pokazali nekako to svoje znanje. Ta mini DJ akademija je pravzaprav postala že tradicionalna. Tako je, tretjič zapored že, seveda, glede na ukrepe, ki smo jih imeli, smo malo zamikali, ampak vendarle več kot, mislim, da je bilo 11 udeležencev tokratnega seminarja Mini DJ Akademije, če bi tako lahko rekla. In seveda vsako leto nas obišče en ambasador, letos je bil Sixpack Čukur in koliko smo videli, so bili mladi zelo, zelo navdušeni nad njim tudi. Sicer pa v City centru radi poskrbite tudi za kakšno zanimivo ali pa noro nagradno igro. Zdaj ta vikend ste podelili tudi desetake v vrednosti kar 5000 evrov. Tako je. Dejansko smo povrnili nakupe v vrednosti 5000 evrov, kaj pomeni, da vsak, ki je v tistih dnevih nakupoval, pokazal račun, prišel na našo nagradno igro, se pravi, igrali smo srečnega Jacka, če se ti je izpisalo pravilno, se pravi 3 logotipe enaki, si seveda lahko si povrnil nakup, ki si ga opravil tistega dne. In obiskovalci so bili navdušeni, kolikor sem videl. Ja, vrsta je bila, tako da verjamem, da so res prišle v prave roke ti desetaki. Zdaj smo pa pri tistem vrhuncu letošnjega poletja, gre za
pravzaprav prvi večji koncert na Celjskem, koncert Siddharte, ki ga boste pripravili v City centru. Ne samo koncert Siddharte, ampak tudi zaključek natečaja City Band, ki ga vsako leto pripravite. Tako je. Ponosni smo na to, da dejansko lahko rečemo, da je letos bilo rekordno število tudi tisti, ki so se prijavili na naš natečaj. To so dejansko neuveljavljene glasbene skupine, mladi, ki še nimajo svoje poti, ki si jo želijo narediti in mi jim damo priložnost, da se prijavijo z eno svojo skladbo. Imamo strokovno žirijo, ki te skladbe ocenjuje, imamo tudi žirijo na Facebooku, se pravi njihovih všečkarjev. In izmed 21 letos, bom rekla, seveda spet finale ali pa finalist tisti, ki je po strokovni žiriji, to so Strawberry Blondes iz Novega mesta celo in pa Pižoni, so pa naši Celjani, ki so pa finalisti Facebook všečkarjev. Tako da čestitke še enkrat in letos se bodo predstavili kot predskupina na koncertu Siddharte. Naj pa povem še to, da lanski finalisti, žal lani nismo morali koncerta narediti, bodo prav tako prišli in tudi oni odigrali tiste predskupinske glasbene točke. Glede na to, da gre za koncert Siddharte, je verjetno povpraševanje po vstopnicah precejšnje. Kako jih lahko še dobimo? Naj še enkrat pokažem naš City centrum magazin. Na zadnji strani je še vedno na voljo kuponček, ki ga ali imate doma, ali pa ga dobite pri nas na infotočki v pritličju City centra, izpolnite, časa imamo še do 24. junija do 12. ure in žrebamo vstopnice, tako da vas bomo obvestili po e-pošti, ali ste vstopnico dobili, pridete iskat. V naslednjem tednu, seveda 1. julija, smo pa na strehi garažne hiše. Tudi to je zanimivost, ne, da letos na strehi garažne hiše. Glede na ukrepe NIJZ smo se odločili tako, da naredimo to doma, da bo to koncert v obliki akustike. Siddharta je znana tudi po tem in res smo veseli, da bomo to naredili v domačem okolju na strehi garažne hiše, ki napoveduje že od 4. ure naprej dogajanje, se pravi osvežitve z našimi gostinci in pa od 18. ure naprej predskupine Siddharte, se pravi ti 4 finalisti z letošnjega in lanskega leta in pa ob 20:30 uri koncert Siddharte. No, Siddharta bo nekaj časa pred koncertom tudi pred Big Bangom podpisovala svoje plošče. Tako je, vedno si želimo nekako povezati naše show partnerje skupaj z dogajanjem in tokrat smo uspeli, da bo pred Big Bangom ob 19. uri možnost priti in si podpisati torej svojo CD-ko, ki jo boste lahko kupili v Big Bangu in verjamem, da skupina Siddharta bo na voljo tam pol urce, da bomo tudi to uspešno izpeljali. Skratka, dogajanje ob tem koncertu bo pravzaprav neverjetno, ne? In marsikdo že komaj čaka, da bo ponovno doživel ta občutek druženja ob koncertih. Tako je, tudi odzivi naših obiskovalcev ali pa tudi tistih, ki pokličejo, so neverjetni, kuponov je veliko in jaz verjamem, da boste uspeli, no, probajte. Kaj nas sicer v City centru še čaka v prihodnjih dneh, v prihodnjih tednih? Napovedala sva torej druženje z našimi rokometašicami, seveda pa pride takoj v začetku julija, 2. in 3. Break the Floor pred glavnim vhodom City centra Celje, pa verjamem, da boste o njem še kaj slišali. Nina Horvat iz City centra, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor in seveda se vidimo na koncertu Siddharte. Hvala za povabilo. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh.
nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Dvainsedemdeset ur norih avantur, nori popusti, nora zabava in nora nagradna igra v Europarku Maribor, City centru Celje, City parku in Aleji Ljubljana. Znova v živo na rokomet, Evropsko prvenstvo za mlade rokometašice. Med 8. in 18. julijem samo v celjskih dvoranah Golovec in Zlatorog, Slovenijo na vrh Evrope. Daleč stran, kjer smo vsi doma, je naslov nove digitalne kampanje, ki so jo pripravili v občinah Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Namenjena je predvsem domačim gostom, ki so v lanski turistični sezoni ustvarili kar 90% nočitev. Preverimo, kaj ta digitalna kampanja prinaša. Dobro jutro, življenje! V turistični destinaciji Podčetrtek so lani ustvarili skoraj 300 tisoč nočitev. Z novo digitalno kampanjo, ki so jo predstavili danes, naj bi to številko v prihodnosti še povečali. Nadejamo seveda se pa dejansko, da bi imeli veliko gostov, da bi prišli ljudje gosti k nam odgovorni, zato tudi sporočamo to na takšen način. In pa seveda namen je promocija te naše turistične ponudbe, da vesoljna Slovenija in pa potem tudi 10%, ko gremo v tujino, ve, kaj vse lahko počnejo, kako odlična destinacija je destinacija Podčetrtek. S projektom digitalne kampanje so uspeli na razpisu Slovenske turistične organizacije. Celoten projekt, ki zajema 6 promocijskih videov in veliko slikovnega materijala, je vreden 34 tisoč evrov. Kar 90% denarja zanj so uspeli pridobiti na razpisu. Mi smo skupaj z ekipo ustvarili zgodbo, ki izhajali smo iz tega, glede na kdo so persone, ki prihajajo na destinacijo, kaj letos iščejo, kaj so njihove zahteve, želje. In nekako smo se tu združili v zgodbo Slovencev, ki prihajajo iz različnih regij. Ker smo pa v spredje dali seveda humor, smo želeli, da predstaviti stereotipizirane značilnosti naših Slovencev, ki prihajajo iz različnih regij na Kozjansko. In Kozjansko oziroma Podčetrtek smo ustvarili kot majhno deželo, kjer so vsi doma. In iz tega izhaja tudi slogan kampanje Daleč stran, kjer smo vsi doma. Projekt digitalne kampanje podpirajo tudi v vodstvu lokalne skupnosti, ki skrbi tudi za nenehne izboljšave v turistični infrastrukturi. Mi smo tudi v osnovi povezali, lahko rečem, kompletno destinacijo, vse ponudnike in zdaj gradimo pač nek produkt, ki ga si skupaj zamišljamo, tako da v letošnjem letu je v izgradnji turistično-promocijski center, pravzaprav celotna infrastruktura na območju Virštanja, kjer hočemo narediti nekaj več za vinarstvo, za vinogradnike. Po drugi strani pa pravzaprav zaključujemo neki krog kolesarskih stez, lahko rečem, po celi občini, zdaj tudi skupaj z državo gremo proti Bistrici ob Sotli oziroma proti občini Kozje. Pa tudi to, da smo kupili grad Kaščo in vse ostalo, govori k temu, da se zavedamo
zgodovinskega in trajnostnega turizma. Označili smo skoraj vse poti, ki jih je na tem območju veliko, skupaj z produktom, kot je Stolp, pa pač dajemo velike možnosti pohodništva in lahko rečemo tudi razvijamo ta turizem. Zdaj je čas. Moja Slovenija je lanska vseslovenska kampanja Slovenske turistične organizacije, ki pozdravlja tudi kampanje posameznih turističnih destinacij, med katere sodi tudi Podčetrtek. Spodbujamo ljudi, ki živijo v Sloveniji, da jo še bolj raziščejo, mogoče se odpravijo kakšne kraje, ki jih manj poznajo in se odločijo za počitnice v tistih koncih. Podčetrtek je ena od destinacij v Sloveniji, ki si zagotovo najbolj intenzivno prizadeva za trajnostni razvoj Slovenije, se pogosto uvršča tudi na različne sezname najbolj trajnostnih destinacij. Destinacija je tudi nosilka zlatega znaka Slovenia Green Destinations in zato z veseljem podpremo tovrstne akcije in verjamemo, da imajo tudi sinergijske učinke, ker skupaj nagovarjamo bazo domačih gostov, zato da počitnikujejo doma. V kampanjo se je vključil tudi osrednji ponudnik destinacije Podčetrtek, Terme Olimia. Sodelovanje z lokalnim okoljem nam je vedno bilo blizu in tudi ko je direktor lokalne organizacije prišel do mene, za to idejo smo takoj pristopili, naredili skupni slogan, katerega del je tudi naš slogan iz prve kampanje in v naši destinaciji lahko res rečem, da delujemo za roko v roki in delamo na tem, da turisti, ki pridejo sem, pa ne glede na to, ali bivajo pri nas, ali koristijo naše storitve, ali kakšni so samo dnevni gosti v destinaciji, res imajo kaj doživeti. Tako da mislim, da je to ključ do uspeha, da pač dejansko vsi brcamo na isti gol, da ne gledamo drug na drugega kot na konkurenco. Lani so pri vas prevladovali slovenski gosti. Kakšne so napovedi za letos? Mogoče tudi kaj kažejo številke zdaj v tem prvem delu letošnjega leta? Ja, prvi del leta lahko rečem, so 4 meseci bili popolnoma zaprti, tako da mi dejansko za zmanjšano kapaciteto delujemo šele od konca meseca aprila, kar pomeni, da je težko dati neke generalne ocene, ampak ta del so zapolnili v veliki večini domačih gosti. Tujcev je zgolj za vzorec. In kaj se bo zgodilo kasneje do konca leta, je pač najbolj odvisno od tega, kakšni bodo ukrepi naše države in kakšni bodo ukrepi vlad okoliških držav oziroma držav, odkoder so naši glavni emitivni trgi. Ja, lahko rečem, da je v preteklem letu in tudi zdaj do tega odprtja bila pomoč države zelo korektna. Mi smo na ta račun, predvsem na račun ukrepa čakanja na delo, uspeli preživeti to krizo na način, da nismo sploh odpuščali naših delavcev, na kar smo zelo ponosni, saj se še dobro zavedamo časov, ko smo bili polno odprti in nikoli nismo imeli dovolj delovne sile in zato smo si zaželeli te ljudi zadržati. Je pa res, da nekateri so odšli v druge branže, kot veste, turizem je delovno zelo zahtevna panoga, takrat, ko vsi drugi uživajo s svojimi družinami, se sproščajo, morajo naši zaposleni najbolj delati, tako da trenutno je to dejansko največja težava, s katero se spopadamo. Nove digitalne kampanje si v Podčetrtku obetajo veliko. Vsaj v bližnji prihodnosti se bodo z njo usmerili predvsem na domače tržišče. V prihodnosti, če bo potrebno, tudi na nekatere tuje trge. V zadnjem delu naše oddaje pa še nekaj aktualnih nasvetov, ki so jih tokrat za vas pripravili na Upravni enoti Celje. S partnerko pričakujeva naraščaj. Partnerka je državljanka Republike Hrvaške, kjer je tudi prijavljena in živi. Rodila bo na Hrvaškem, saj ji njeno zdravstveno zavarovanje ne krije rojstva v tujini. Ker bi čez čas sama rada živela v Sloveniji, sva se odločila, da bi ob rojstvu otroka takoj otroku dala slovensko državljanstvo. Ali je to možno in kaj je treba narediti? V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu,
če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo Republike Slovenije. Ob priglasitvi v državljanstvo je potrebno predložiti naslednje dokumente. Izpolnjen obrazec za priglasitev v državljanstvo, podpisan s strani starša, ki je slovenski državljan. Rojstni list otroka, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer se je otrok rodil, oziroma na mednarodnem obrazcu. Zanima me, ali lahko 14-letni mladoletnik potuje na Zelenortske otoke v spremstvu enega starša. Ali je za potovanje potrebno soglasje drugega starša? Poleg veljavnega potnega lista bo otrok, ki potuje s samo enim od staršev, morda potreboval dodatno uradno dovoljenje, ki ga podpišejo njegovi starši, drug od staršev ali zakoniti skrbnik. Svetujemo, da preden se odpravite na pot, preverite vse informacije o potrebnih dokumentih za državo, v katero ali iz katere bo otrok potoval. Informacije pa lahko dobite tudi na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve ali pa se na to ministrstvo obrnete neposredno. Toliko smo vam pripravili v tokratni tedenski izdaji. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne pozabite na veliki koncert Siddharte na strehi City centra. Vstopnice še lahko dobite, seveda, če boste pravočasno oddali kuponček in boste tudi žrebani. Sicer pa v naši oddaji dobrodošli znova čez teden dni. Nasvidenje.